Na valih Radia Robin sledite oddaji Startup Studio in seveda naš zanimiv gost Uroš, ustanovitelj podjetja Movie Media. Ja, kako se je začela ta tvoja pot? Zanimivo je. Ja, moja pot se je začela že v srednji šoli. Sem študiral oziroma šel na TŠC, študiral računalništvo, zaradi tega, ker mi je oče vedno govoril: Uroš, ti študiraj računalništvo, zaradi tega, ker boš ti star, bo ful popraševanja po tem kadru in se ti splača to početi. In jaz sem seveda poslušal, ampak ne zaradi tega, ker pač me zanima računalništvo, ampak zaradi tega, ker sem natiral igrice v bistvu. In potem sem na faksu, računalniškem faksu, sem šel na izmenjavo, kot absolvent v Brno. In tam sem pogruntil, da mene v bistvu računalništvo jih najbolj zanima. In sem pa tudi tako malo razmišljal in sem gledal in sem opazil, da pač ženskam so fajn umetniki v bistvu. Aha, ne računalničari. Ne, umetniki v bistvu. Tako sem takrat videl, v bistvu. Yeah. In pa sem razmišljal sam pri sebi pismo: Uroš, risati ne znaš, kaj pa bi lahko. In takrat sem se že malo tako ukvarjal s fotografijo, malo tako amatersko, ljubiteljsko, ja. In sem rekel, jaz bom postal fotograf, zaradi tega, ker to je ženskam všeč v bistvu. Aha, in postal fotograf. In tako, sem prišel domov iz Brna, sem se vpisal še na eno šolo v Sežano, na fotografijo. In na tej šoli sem potem imel priliko iti na še eno izmenjavo. Tokrat ni bila šolska izmenjava, ampak praksa v bistvu. Sem delal z enega zelo priznanega poljskega fotografa. Ampak pri njemu je bilo tako, z njim sem v studio sem vzrihtal, prebelil vse, pač to, kar dela asistenti na začetku. Yeah. In to mi pač malo ni dišalo in sem potem šel kar v eno trgovino z BMX opremo. Jaz sem se takrat tudi ukvarjal z BMX-om. In sem jim pač rekel: lejte, vi rabite definitivno fotke in jaz rabim portfolio, tako da dajmo ki sodelovati. In sem rekel: zakaj pa ne? In tle se je začelo razvijati. S kakšno fotografijo pravzaprav si se ukvarjal, kaj te je privleklo? Ekstremni športi. Kako? Ekstremni športi. Ekstremni športi. Ja. Tako, včasih sem moj ekstremne športe fotografiral, tudi za Red Bull sem nekaj časa delal. In ko sem se vrnil iz Poljske domov, sem pač pohrešil Slovenijo, porešil sem prijatelje, družino in tako naprej, sem se vrnil nazaj in sem gotovo, da tukaj v Sloveniji z ekstremnimi športi ne morem jih preživeti. Tako da sem potem šel razmišljati, kaj pa lahko bi še počel. In smo še s 3 prijatelji, sošolci iz te fotografije, smo v bistvu ustanovili kreativno agencijo OJ, ki je v bistvu načeloma naj bi skrbela vse od grafične podobe, spletnih strani, fotografije, videa in tako naprej. Spravi one-stop shop za podjetja. Ja. In tako se je pravzaprav začela ta podjetniška pot, bi lahko rekli. Tako. Podjetniška pot, ki nosi ime Movie Media. Ja, zdaj je pač tako. Po določenem času smo pač ugotovili, da ta naša ideja ni balih v redu za trg, v bistvu, trg nas ni sprejel. In smo potem ugotovili, da boš, da gremo vsak svojo pot. In takrat sem se odločil, da bom pač to podjetje obdržal in ga preimenoval v Movie Media in se specializiral samo za fotografijo in video, v bistvu, tako. Povedali smo, kakšna je bila tvoja, oziroma povedal si, kakšna je bila tvoja podjetniška pot, zelo zabavna, pa te bom še to vprašala. Rekel si, da si se k fotografiji vrnil, torej, da si šel k fotografiji zato, ker si ugotovil, da punce imajo rade fotografijo. Se je obneslo? Ja, danes nisem sam, tako da se je odneslo. Se je obneslo, ja. Ampak tudi zato, ker si se odločil za movie, najbrž tudi zaradi tega ne boš ostal sam. Ne, po mojem ne. Mislim, super, je to nadgradnja? Je, definitivno je nadgradnja. Je nadgradnja. Podatek smo ga na začetku oddaje že povedali, da več kot 80% vsega svetovnega prometa na internetu je v video obliki. Zato najbrž je tudi tvoja odločitev, da si iz fotografije nekako šel na video. Ja, to je bila popolnoma strateška odločitev. Jaz kot fotograf sem itak nekako priziral video, mislim, fotografi in videografi so se vedno tako med sabo malček. Ja, ne gre skupaj prav, ja, kdo so boljši, kdo ima več vrednosti in tako naprej in tako nazaj. Ampak pač v določenem obdobju sem pač gotovo, da s fotografijo ne morem tako pomagati svojim naročnikom, oziroma ne bom dolgoročno dosegel tega, kar se želim doseči. In sem požrl svoj ego in sem pač pivotiral. Ja. Torej, zdaj pa popolnoma konkretno, nazorno, tako da bomo vsi razumeli, kaj počneš.
Movie Media, oziroma jaz pomagam podjetjem, predvsem B2B podjetjem, da se na svetu in na internetu predstavijo skozi video, zato ker video je pač najbolj prodoren medij trenutno, in pač vsi rabijo komunicirati. Če ne komuniciraš danes, te praktično skoraj dni v bistvu. Tako da podjetjem pomagam izdelati video vsebine, s katerimi se lahko promovirajo. To izdeluješ sam? Ne, imam tim, oziroma v dveh sva, tako da ja, na teren greva skupaj posnet, potem pa pripustim to svojemu sodelavcu, da zmontira, ker on je večji car, če lahko tako rečem temu, v montaži, jaz sem pa večji car v snemanju v bistvu. Ja, konkretno, kako teče ta postopek? Z nekom se dogovoriš, z enim podjetjem se dogovoriš za eno predstavitev, za en video. V bistvu mora iti še en korak nazaj, ker vse se začne pri strategiji. Podjetje si mora na začetku razjasniti, kaj sploh želi doseči. Kaj želi povedati? Kaj želi povedati, kakšen je rezultat, kakšen rezultat pričakujejo od te video vsebine. Naj se bo to večja prepoznavnost, naj se bo to več povpraševanj, kakorkoli v bistvu. Promocija izdelka. Tako, promocija izdelka in tako naprej. In na podlagi tega se potem odločimo, katera video vsebina je v bistvu za njih najbolj primerna. Ali je to predstavitveni video produkta, ali je boljši, da recimo že imajo neke podobne stvari, pa rabijo, ne vem, potrebujejo posnet, kako se že reče po slovensko, vedno pozabim. Pove pa angleško, pa bomo skušali skupaj. To v bistvu, kad ti stranka pove, da si fajn, da si super, pač, kako se že reče, nima veze. Reference. Reference, ja, in tako naprej. Tako da, preko sploh začnemo snemati, si moramo pa razjasniti, kaj želimo doseči, in potem se odločimo, ok, to rabimo posnet, pa produkt rabimo posnet, pa podjetje rabimo posnet, in tako naprej, in potem gremo na teren, to posnamemo, prinesemo ta footage domov in ga zmontiramo v video vsebino. Ja, Uroš, zdi se mi, da ni dovolj samo, da znaš snemati, ampak pri tem delu si predstavljam, da je potrebno kar precej tudi drugih znanj. Ja. O trženju, konec koncev o psihologiji, ker kako priti do tistega, ki mu je ta video namenjen. Ja, v bistvu znanje iz marketinga moraš imeti, znanje iz kako delujejo kanali, po katerih se distribuirajo te vsebine, naj se bo tu spletna stran, naj se bo tu neka družabna omrežja in tako naprej. Treba preštudirati, kateri od teh kanalov najbolj funkcionirajo za neko podjetje, treba preštudirati, kaj dela konkurenca konec koncev. Zaradi tega dobimo pač le ideje, kaj bi lahko še drugače naredili, oziroma kje je konkurenca. Mogoče malček zaostaja, pa lahko podjetje, s katerim jaz delam, pač nekaj boljše naredijo v bistvu. Tako da ja, snemanje in znanje iz snemanja normalno prije prav in ga moraš imeti, ampak je danes je vse prej, mislim, da je bolj pomembno kot v bistvu to. Kot to, ja. Uroš, kaj so tisti najpomembnejši elementi, gradniki ene dobre video predstavitve? Najprej moramo vedeti, kam gremo. Najprej se moramo postaviti nek cilj in kaj želimo z videotom povedati, doseči v bistvu. To je predpogoj, brez tega, brez veze v bistvu karkoli početi. Potem normalno, video mora biti kvalitetno posnet, kvalitetni posnetki, kvaliteten zvok, kvalitetna montaža z nekimi raznimi animacijami in tako naprej, ki pritegnejo pozornost. In potem moramo pa tudi vedeti, kje bo ta material distribuiran. Objavljen, če rečemo. Tako po domače objavljen. Ja. Ker video vsebina, ki je namenjena recimo za družabne medije, je popolnoma drugačna kot video vsebina, ki je recimo namenjena za nasejme ali pa ne vem, za spletno stran. Skratka, neki strokovni, zainteresirani javnosti, ne? Tako. Ja. Ko se pogovarjaš, praviš, da za visokotehnološka podjetja delaš. Delaš na slovenskem trgu ali si prestopil tudi slovenske meje že? Letos bi skoraj že prestopil slovensko mejo, pa mi ni uspelo. To je definitivno pač v prihodnosti nek cilj in želja, ampak drugače trenutno delam samo na slovenskem trgu. Ja, seveda te bom vprašala, ampak močno dvomim, da boš lahko odgovoril, ker vemo, kako so te stvari danes.
reference, pomembne so reference. Lahko poveš, kakšno podjetje izdaš, za katero si delal tako video vsebino? Ne bom prav povedal podjetja kot takega, da se lahko pogledaš na moji spletni strani bovi.media. Ampak drugače pa ja, za visokotehnološka proizvodna podjetja, za gradbeni sektor, veliko delamo tudi online delavnic, v bistvu tako za posameznike kot za podjetja v bistvu. Kakšno je pa zanimanje na trgu pravzaprav za ta tvoj posel, če rečem po domače? Zanimanje je ogromno v bistvu. Zaradi tega, ker se ljudje, še posebej zdaj po koroni, so se začeli zavedati, da v bistvu dejansko video je najboljša stvar za imeti, če ne moreš iti na sestank, recimo. Po drugi strani tudi ugotavljajo, da pač take vsebine tebi nekako te promovirajo, poprodajajo, medtem, ko ti spiš, kar je res. V bistvu, če ti obesiš na LinkedIn ali pa na spletno stran video, je tam konstantno pač dostopen in se lahko kadarkoli pogleda. Tako. Ja. In vzbudi zanimanje. In itak naslednji korak je vedno pač to, da dobijo povpraševanje. To je cilj. Ker dajmo razširiti prepoznavnost podjetja in tako naprej. Vse v redu in prav, ampak končen cilj so vedno pač povpraševanja. Zagotovo. Ja. Povpraševanje seveda diktira nadaljnje delo. Kaj pa imata s kolegom, ki vse to počneta, tudi video vajnega podjetja? Kako je to, Kovačev, ko vidijo vedno bosa? Ne, imamo dejansko imamo en kup nekih showreelov, če lahko temu tako rečem, to so pač skupki, kratki videi, posnetkov iz projektov, ki jih delamo. In to ponavadi objavljam na LinkedInu. Imam 3 prav sveže, ki jih nisem še objavil, ampak jih bom zdaj v prihodnosti. Ja. Zanimivo bi bilo slišati, seveda, dobiš naročnika, dobiš nekoga, s katerim stopiš v ta posel. Se pustijo voditi, se pustijo, da jim svetuješ, glede na to, da je to tvoja profesija in da jo poznaš, ali hočejo vse tako, kot si oni zamislijo? Mislim, tako bom rekel, odvisno, koga imaš na drugi strani, to je tako vedno. Ampak moram priznati, da vsaj jaz imam več takih, ki me poslušajo, kot pa tistih, ki želijo iti svojo špuro in sam svoje stvari. Ker tudi se hitro ugotoviš, hitro vidiš, ali je človek na drugi strani pripravljen pač poslušati, ali ima sam neko fiksno idejo v glavi, kaj rabi. Ker tisti, ki ima fiksno idejo v glavi, kaj rabi, bo dobil nekoga, lahko tudi nekaj študenta, ki mu posname konec koncev. Torej, kako bi rekli, pomembna komunikacija tudi. Zelo pomembna komunikacija, itak, absolutno. In tu ne pomaga samo računalništvo in veščina fotografiranja in snemanja, ampak tu najbrž pride psihologija močno prav, ne? Ja, normalno, ne. Itak, zdaj, ne vem, ki bi začel tle, v bistvu, kaj je precej velik del tega. Ne vem, na nek način pač svojo dodano vrednost moraš pokazati. Moraš res naštudirati, kaj so problemi tvojih naročnikov in z njihovimi besedami jim povedati, kaj ti dejansko počneš. To najbolj funkcionira. Zaradi tega jaz polagam vsem na dušo, ki pa se ukvarjajo z nekim podjetništvom, marketingom in tako naprej, ne se pogovarjajo s svojimi naročniki, ker edino tako bojo skozi pogovor ti ugotoviš, kje je tisti problem, v bistvu, kaj imajo. To se tudi meni zgodilo letos, da se pogovarjal pa z svojimi naročniki in sem gotovo, da v bistvu oni bi ful vlagali v video, ampak ne vejo kaj, nimajo idej, ne vejo kaj početi. In zaradi tega Skratka, moraš biti v vsem tem tudi valilnica idej, ne? Tako, ja. Uroš, nekako sva prej začela s konkurenco, oziroma navrgla, da konkurenca je, da je treba vedno se ozirati na konkurenco in iskati nove poti. Koliko pa je na tem področju movija in tega konkurence na območju, v prostoru, kjer delujete? Konkurenca je v bistvu. Precej ljudi se ukvarja tako ali pa na tak ali pa drugačen način z videoprodukcijo. Konec koncev danes si kupiš en preprost fotoaparat, ki že snema in lahko z njim marsikaj narediš. Tudi z dvigom YouTubea in vlogerjev in tako naprej so mlajše generacije so mislili, jaz bi tudi bil vloger in influencer in tako naprej, in so začeli pač vlagati čas in energijo v to in znajo marsikaj. Tako da potrebno se je diferencirati.
To je predpogoj, če hočeš obstati in če hočeš graditi v bistvu. Ne. Jaz sem se diferenciral na tak način, da sem šel malo bolj v consulting oziroma v svetovanje. Ko sem že prej začel, v bistvu podjetja, s katerimi jaz delam, imajo budžete, imajo denar za vlaganje v te marketinške zadeve, videe in tako naprej, ampak nimajo idej, ne vejo, kaj je možno, ne vejo, kaj početi. Ne. In zaradi tega sem pač ustvaril delavnico, skozi katero gremo skupaj, preučimo konkurenco, vidimo z naročnikom. Tako z naročnikom skupaj, ja. In na podlagi tega, kakšne bolečine rešujejo oni, produkt, kakšne bolečine rešuje in tako naprej, dobimo ideje in dobimo teme, o katerih lahko govorijo. In potem samo vprašanje, kakšne video vsebine potrebujejo za to. Ne? Ali je to v neki obliki intervjujev, ali je to v neki obliki video podcastov, ali je to predstavitveni videi, ali so to explainer videi, kakorkoli že. Ne? V bistvu na koncu delavnice imajo lepo čez celo leto strategijo, kaj bi bilo fajn, da bi to oni začeli producirati, in določene stvari lahko tudi sami sproducirajo, pri določenih stvarih lahko mi pomagamo. Skratka, nudite tudi svoje znanje, lahko zgolj samo svoje znanje, ja. Ni potrebno, da to potem rezultira v... Tako drugače bom povedal, to je zavni del v prihodnosti. Aha, tako. Uroš, kot sem rekla, seveda niste edini, ki ste se tega lotili. Veliko jih je, ampak za imeti podjetje, od tega živeti, kot si rekel, je pač potrebno nekaj več, ne, kot posnet, ne vem, poroko, rojstvo. Rojstvo ravno ne, pustimo. Vedno moraš iskati, kje je ta dodana vrednost v bistvu za naročnika. Ja. Ko sem rekel, pač ljudje radi vlagajo v te stvari, ki morajo komunicirati. Ne? Zdaj, na kakšen način i tak video pač najbolj funkcionira. Ne? In ko sem že prej rekel, pač ni problem posneti video vsebine, bolje je problem posneti tako video vsebino, ki bo dejansko funkcionirala. Ja. Kje so tržne niše? Tržne niše? Podcasti definitivno so tržne niše. Tržne niše so... bom rekel, tako zaključene vsebine, video vsebine, ki izobražujejo. Ne? Recimo, ko nek video delavnica, ki jo ti daš na trg lepo zastonj, ne? Ljudje to pobirajo dol, ti pustijo kontakt in potem jih imaš noter v svoji avtomatiki in jih pač vsako toliko malo pomniš in jih spet kakšno informacijo več jim daš, učiti jih moraš konstantno in dodajati vrednost jim moraš. Ja, veš, kako smo vsi zelo vedoželjni pri teh rečeh. Koliko pa stane en tak, se ne moreva reči povprečen, ne? Ali pa nek, ne vem, statistično na sredini en tak video spot. Ne boš povedal, ne? Ne, lahko povem. Ne bom povedal točne cene, bom povedal samo od do. No. Ne, začnemo nekje pri 1000 evrih, zaključi se tam pred 10, lahko tudi odvisno, koliko... Odvisno, kaj se počne, kaj se dela. Ne, ker če ne vem, je treba samo posneti nek produkt, kako funkcionira, je to definitivno manjši vložek, finančni manjši vložek, ko pa če moraš najeti in casting in modele, ki ti bojo igrali, igralce, vizažiste in tako naprej. Seveda, razumljivo. Ja. Ampak saj veš, kako je. Vsi radi nam tako zvoni v ušesu, koliko pa to stane? Za fizične osebe ne delate, samo za podjetje? Za fizične osebe tako, kakšno prijatelj, nekakšno slugo, ampak drugače pa ne. No, na prijateljski ravni, ja. Torej, ne samo, da upravljaš svoj posel, ne, za svoje podjetje, izjemno aktivnosti tudi v Primorskem tehnološkem parku. Naj povemo, da si bil v preteklosti tudi mentor osnovnošolcem na tako imenovanih poplih, torej podjetniške ideje mladih. Letos pa si mentoriral dijake in študente na startup izzivu. Mentor osnovnošolcem, včasih se je zdelo čudno pred toliko leti, kaj že osnovnošolci se bojo šli podjetništvo. Kakšne so tvoje izkušnje bile? Ja, absolutno, že osnovnošolci se morajo tega začeti, se morajo. Fajn je. Iz prostega razloga, zaradi tega, ker mislim, da so pasali časi, ko narediš faks in te čaka služba, to pač ne obstaja več. Ne? In podjetništvo ti, ne vem, ko bi temu rekel, ampak ful ti da. Dati znanje, dati izkušnje, padeš itak, ne? In imaš priliko se potem tudi pobrati v bistvu. Ne? In to ti na dolgoročno v življenju daje kup nekih... Te izgrajuje kot človeka tako, tudi, ne? Tako. Veš, pred kratkim smo gostili prav v tej oddaji
dekle, zdaj je že skoraj do gospana, ki ima svoje podjetje z čebeljimi izdelki in zmagovalka poprov, bila je tudi na tem tekmovanju v Ameriki, Genius. Kakšne ideje se porajajo tem osnovnošolcem? Praviš, da neverjetne. Ja, mislim, osnovnošolci so, ko bi rekel, pač vidite, da so toliko mlade, da niso toliko zapackani v glavi, če lahko temu tako rečem, ne. In zelo hitro pridejo z nekimi idejami, ki ponavadi so nekje tam gor v vesolju in niso definirane, artikulirane, pa tudi, ker nimajo znanja, kaj je možno in kaj ni možno, prijo s takimi idejami. Ampak to je fajn, ker potem, ko provaš tako idejo spraviti v nek v realnost, ne, lih to, ker se to matrajo, ne, to ti nekako jem bilda, če tako rečem, te mišice, ne, ker se pač je zagotovo, ja. Podobno, kot da bi šel v fitness. No, kako se pa potem spreminja recimo ta odnos do podjetništva, deniva od osnovnošolstva pa do srednje šole, pa potem seveda do študentov? Ja, kar sem jaz opazil, osnovnošolci so najbolj zarejeni in imajo največ idej, ki so precejkrat tudi pač nerealne. Potem srednješolci imajo tudi dosti dobrih in realnih idej, ne? Medtem ko potem pa na faksu so pa ideje zelo take poprečne, moram priznati. Res? Kaj se ukalupijo? Ja, itak, človek se ukalupi. Ne vem, ko bi rekel, pač vsi odraščamo v neki, vsi smo najbrž odraščali v neki družini, ki so ti rekli, pejdi nekaj študirati, zaradi tega, da bo v službo. Ne, in več časa, ko slediš temu in manj, ko si kreativen, bolj se uspavaš v bistvu. Ne. Kaj potem bi rekli, pregrešna misel, naj ne hodijo študirati, naj se lotijo podjetništva v osnovni šoli. Ne, študij je dober zaradi tega, ker te naredi, spet dobiš kondicijo, ker pač moraš se učiti in tako naprej, da si vztrajen, in pa tudi dosti nekih vez lahko ti preko študija pač spleteš, kar ti dolgoročno spet pomaga. Ne. Itak normalno, klapa ne študira, hvala Bogu, ne, ampak ne uporablja tudi tisti del možganov, ki je kreativen. Ki običajno spi ne hodijo po svetu z odprtimi očmi, z odprtimi ušesi in gledajo, kje primanjkuje nekega, kje lahko rešijo nek problem. In se tu podjetništvo. Torej, podjetništvo ti ne razumeš kot dobičko, v tem smislu pridobivanja grabežljivost po denarju, ampak reševanje problemov. Tako, reševanje problemov. Denar je byproduct v bistvu. Ja, seveda mora biti, ker z nečesa moramo živeti. Da se nam metali peska v oči. Denar je zrak za podjetje. Brez denarja podjetje pač ne preživi. Moraš ga ustvariti, pač ni debate tle. Ne? Ampak po mojem ne sme biti to glavno vodilo. Ne, ker tu pripelje do zelo, vsej živimo zdaj ten cajt, vsi vemo, zakaj se re. Primorski tehnološki park, praviš, torej ga dojemaš kot izjemno dobro ustanovo. Ja, smo mi priznati, da brez tehnološkega parka ne bi bil tle, kar sem. So mi ful pomagali in najbolj mi je pri njih všeč ta community, oziroma ta skupnost, ki jo gradijo, ker smo se res povezali med sabo. Ja, ne samo, da se poveš med sabo, ampak si v skupini enako mislečih ljudi in kot samostojni podjetnik na začetku itak si sam naviješ, ne veš, kam se obrniti in tam imaš pač ko bi tam rekel, neko skupnost, ker je lahko vedno, ko pocugno z rokav, deliš svoje izzive in vedno dobiš podporo. In tu podporno okolje je najbolj pomembno, še posebej, kadar padeš v bistvu. In to se ti definitivno zgodi v podjetništvu, ne, prej. Pa tujina, praviš, da ste v glavnem prisotni na slovenskem trgu, na domačem Borjaču. Tako je, na Borjači, ja. Meje bi radi presegali tudi, ali ne? Ja, definitivno. To je eden od izzivov. Nisem še najbolj porunil, kako, ampak vsej, počasi, s cajtom. S časom bo to šlo. Ja, definitivno. Veš, še eno vprašanje se mi je porodilo, namreč s strankami je potrebno negovati neke odnose, da nisi prevsiljiv, da nisi, ker danes je ponudb takih in drugačnih veliko in ljudje postajamo že, ne bom rekla lih alergični, ampak malo nam gre na živce, po domače povedano, ker te vsi bombardirajo. Kako najti pravo mir? Ja, ne kopirati Američanov. To je tudi, pač oni, ker se enkrat prijaviš neko mailing listo in dobiš vsak dan mail, pa enkrat na teden mail, to je za moje pojme preveč. In tudi, že tle dobiš občutek, ta človek hoče nekaj od mene v bistvu, ne? Zaradi tega mi to pošilja, ker hoče nekaj od mene, ne?
Se pravi, ok, da imamo malo to frekvenco zmanjšati, ne? In pa kadar karkoli pošlješ, pošlji nekaj, kar ima vrednost, nekaj, kar ima za tvojo stranko vrednost. Dej projekti navaditi, deli neke ali trende, ali neke informacije z njimi, kar jim bo zanimivo. Ker edino na tak način človek na drugi strani ne bo imel feelinga, tam je hoče samo nekaj predati. Ne, lej, tle so informacije, ki so po mojem zate zelo pomembne, če hočeš jih pač sprejmi in spodaj call to action, ne, če praviš pomoč, vedno lahko pokličeš. In to se zdi meni tako zelo neusiljiv način in funkcionira meni osebno. Rekli smo, da živimo v času, ko je nekaj več kot 80% vsega svetovnega prometa na internetu v video obliki. Kaj se bo zgodilo, ko bo to 100%? Načeloma se obeta nek metaverse. Neke vrste alienacija se mi vendarle to tudi zdi. Ne? Kako? Kaj to odtujitev med ljudmi, če je vse v taki obliki. Lih to je tako zelo velik problem, kaj jaz vidim, ker ljudje smo družabna bitja, mi se moramo videti, moramo se, in video, a posebej še VR, AR, nam omogoča to, da si ti doma v svoji sobi in se daš očala gor in si kar naenkrat med svojimi prijatelji. Ampak pravzaprav nisi. In pravzaprav nisi, to je ta fora, ker nisi. In jaz sem zelo velik zagovornik tega, da se moramo dobivati in družiti in tako naprej. Ja, ali bo neka tehnologija mogoče odškrkala en del tega in bomo več virtualno se družili, po mojem sam tu po mojem prinesel za sabo in kup nekih drugih izzivov, tako kot so državni mediji. Živi bomo, pa bomo videli, če bomo živi. Jaz upam, da ja. Uroš, da skleneva, čas v najni oddaji se izteka, sicer pa seveda ne. Samo še kje najdejo tisti, ki vas želijo najti Movie Medio? Dobite me na LinkedInu, Uroš Šojc, na spletni strani movie.media in pa jutri dejansko lansiramo nov podcast z dvemi prijatelji, ki sem jih spoznal na PTP-ju dejansko. Solo to Six, to je podcast za mlada podjetja. In to je to? To je to, solotosix.com. Ja. Uroš, najlepša hvala, z veseljem, da si se odzval našemu povabilu. Uspešno in srečno pot ti želim naprej. Našim poslušalcem in poslušalkam hvala za pozornost. V oddaji Startup Studio se ponovno srečamo v torek, prihodnji torek. Dotlej pa srečno in nasvidenje. Dio. Radio Robin.